Spoštovani, včeraj je Ustavno sodišče ponovno razsodilo o stanju dela slovenskega tožilstva, sodstva in politike. Tudi politike, in temu se ne da izogniti. Ustavno sodišče je povedalo, da stanje ni dobro, in to ne prvič, da se ne sodi in odloča po postavah, da se ne upošteva ustave in zakonov, kar pomeni, da se sodi po nekih drugih, neznanih ali tajnih navodilih, po prirejenih postopkih, na osnovi izmišljenih dejstev, zaradi česar morajo biti nekateri posamezniki ali politične skupine onemogočeni, žrtvovani ali uničeni. Ob tem se je zelo težko izogniti dejstvu, da je intonacijo za mnoge odločitve institucij te države dajala politika oziroma njen pravni najvišji politični vrh, sploh za tiste, ki so usodno vplivale in zaznamovale politični profil države. Naj spomnim, 23. februarja 1994 je na poslanskem večeru tedanjega poslanca SD Boruta Pahorja zagledala luč sveta izjava prvega predsednika Republike Slovenije Milana Kučana, ki se je glasila, citiram: "Domovinsko načelo je v tem kontekstu dobilo, ali če sem bolj natančen, dobiva načelo, kdor ni z nami, je proti nam. Še bolj določno, kdor ni z mano, je proti nam." Je torej sovražnik in za premagovanje sovražnika so dovoljena vsa sredstva. Ne samo tista, ki jih pozna demokracija, torej argumenti, protiargumenti, ampak vse tisto, kar z demokracijo nima nobene zveze. To je najprej diskvalifikacija, potem likvidacija, če je potrebno tudi fizično. Nekdo je v takšni politiki vedno odveč. Konec citata. To z drugimi besedami pomeni, da je obstajal center, ki je odločal, kdo je odveč, kdo je moteč, koga je potrebno diskvalificirati ali politično likvidirati. 7 let kasneje, 11. februarja 2011, je v tedniku Mladina zagledala luč sveta izjava tretjega predsednika Republike Slovenije, dr. Danila Türka, ki se glasi takole, citiram: "Politiki Janeza Janše je potrebno reči ne. Dovolj je. Potrebujemo odločen prelom stanavlako tranzicijskega obdobja, od osamosvojiteljskega zaslugarstva in neraščiščenih poslov z orožjem do zaničevanja pravosodne oblasti in ciničnega manipuliranja z naivnimi razlagami kapitalizma." Konec citata. Tudi to je bilo povsem nedvoumno sporočilo in navodilo vsem institucijam v tej državi. S to izjavo je bila tarča imensko determinirana, njen politični konec pa jasno določen. To sta dve dobro odmerjeni javni navodili in izredno težko se je, glede na potek številnih dogodkov in institucionalnih odločitev, izogniti dejstvom, da tem navodilom niso sledile institucije tako imenovane pravne države, recimo informacijska pooblaščenka, pa Komisija za preprečevanje korupcije ali posamezni deli institucij pravne države, kot so recimo deli tožilstva ali deli sodstva. Zgovoren pa je bil in je še tudi molk varuhov človekovih pravic, ki v primeru Janeza Janše ne zaznajo prav nič. Za obsodbe Janeza Janše niso bili potrebni dokazi, ki jih kljub trajnemu, posebnemu budnemu nadzoru na vseh ravneh niti niso mogli zbrati, ampak so bili dovolj namigi, indici, dvomi ali konstrukti, ki so jih v javnosti trosili KPK ter domači in nekateri tuji mediji. S tem se je delala javna podpora procesom ter vnaprejšnji javni linč Janeza Janše, Slovenske demokratske stranke in domnevno indično povezanih oseb. Tudi v zadevi Patria tožilstvo in sodišče nista zbrala nobenih dokazov, a je kljub temu bila izrečena obsodilna sodba.
Sodišče na nobeni pritožbeni stopnji ni naredilo tako imenovanega skrbnega pregleda spisa in odločalo na osnovi realnih dejstev, zakonskih in ustavnih podlag, ampak je samo nekritično zavarovalo obsodilni konstrukt najnižje sodne instance. Politična konkurenca Slovenske demokratske stranke, ki so jo kot po tekočem traku sistematično proizvajale in usmerjale sive eminence slovenske politike, v nobeni fazi tega procesa proti Janezu Janši ni zmogla realne, trezne presoje, ni zmogla kritike neargumentirane obsodbe, ampak se je samo naslajala nad procesom in sodbo, spuščala udarne, a ponižujoče komentarje ter pričakovala politični dobiček. Tako so na volitvah zmagovali Pahor, Janković in Cerar. Ampak tudi SDS je, kljub pogromom, vsakič dobila soliden oziroma odličen rezultat, Janez Janša prav tako. Stranka ni pokazala nobene šibkosti in ni razpadla, kot so mnogi pričakovali. Zmaga SMC na zadnjih volitvah, ko je sodišče prav v času volilne kampanje še zaprlo Cerarjevega glavnega tekmeca, pa ne za Cerarja in ne za njegovo stranko ni noben uspeh. Volitve so bile legitimne in ustavni pravnik dr. Cerar, ki je na volitvah zmagal, bi se tega bolj kot kdorkoli drugi moral zavedati. V tem Cerarjevem obdobju, ko naj bi se tako imenovane pravne in etične norme dvignile na višjo raven, so se na politični ravni zgodile največje barabije. Tako imenovana Mavrična koalicija, ki jo sestavljajo SMC, Desus, SD, ZL, ZAB, je sledila političnim navodilom nekdanjih predsednikov države Kučana in Türka in so v gonjo proti Janezu Janši in SDS že ob konstituiranju vključili tudi državni zbor. Ves čas se je aktivno iskalo način, kako suspendirati voljo volivcev, kako onemogočiti Janeza Janšo in mu odvzeti mandat. Z njegovim statusom poslanca in članstvom v Komisiji za nadzor varnostno-obveščevalnih služb so nas utrujali 3 mesece tega mandata. Vloženih je bilo kup trapastih zakonov, sprejetih več neustavnih odločitev. Koalicija se je odločila celo za posebno skupino pravnikov, v kateri sta bila 2 nekdanja ministra za pravosodje, Zarar in dr. Pirnat, ter nekdanji ustavni sodnik dr. Ciril Ribičič, ki je podpisala in spisala skandalozne pravne. Na tej podlagi so predsednik državnega zbora dr. Brglez, pa predsednik mandatno-volilne komisije dr. Horvat in ostali izumili prenehanje mandata poslanca Janeza Janše, a jih je ustavno sodišče z odločitvijo povsem povozilo in Janezu Janši mandat začasno vrnilo. Po tej sramoti v državnem zboru ni nihče od ključnih akterjev prenehanja mandata čutil potrebe za odstop, čeprav so nekateri svojo politično prihodnost vezali na odločitev ustavnega sodišča. Od Janeza Janše, ki ga sodišče obsodilo s kršenjem njegovih človekovih pravic, so poslanci Mavrične koalicije zahtevali vrnitev mandata poslanca. Poslanci, ki so Janezu Janši na neustaven način odvzeli mandat, pa niti v sanjah ne razmišljajo, da bi sami vrnili svoj mandat poslancev. Najbrž so svojo kršitev ustave šteli za svojo politično dolžnost. Torej za ravnanje skladno z doktrino nekdanjih predsednikov države, Kučana in Türka. Po vsej tožilski, sodni in politični polomiji, ki se je zgodila kljub brezštevilnim opozorilom pravnih strokovnjakov,
bi morali vsi, ki so sodelovali in odločali v montiranem procesu nasprotju z odločbami Ustavnega sodišča, oditi. Toliko samokritike bi morali Fišer, Masleša in njuni adjutanti le imeti. Zaradi svojih izjav in dejanj, s katerimi so podpirali neustavne odločitve sodišč, bi morali oditi tudi dr. Cerar, dr. Brglez, dr. Horvat. Kršitve človekovih pravic, ki jih je za njihove odločitve in dejanja ugotovilo Ustavno sodišče, jim ne dajo več prav nobene legitimitete za njihovo nadaljne politično delo. Ustavnih, zakonitih in etičnih dejanj take osebe ne morejo več zahtevati od drugih in to se vsakodnevno odraža pri delu izvršne in zakonodajne veje oblasti. Četrti predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, pa bi že davno moral zbrati pogum in odpraviti politična navodila svojih predhodnikov Kučana in Türka in dati druga navodila za delo institucij pravne države. Kljub že nekaterim razsodbam Ustavnega sodišča v primeru Janše in kljub ugotovitvam o koruptivnem, nezakonitem in neustavnem ravnanju tožilstva in sodišč, ni izrekel še nič opaznejšega v zaščito pravne države. Zamudil je že nekaj izjemnih priložnosti. Naprimer, ko so v primeru Janeza Janše padle ugotovitve oziroma obtožbe KPK-ja v zvezi z njegovim premoženjskim stanjem. Pa ali ko so Janeza Janše v času volilne kampanje zaprli in kampanjo in volitve naredili nelegitimne, s čemer so politična ozadja volilno kampanjo povsem podredila zmagi njihovega političnega protežiranca dr. Cerarja, ali ko so prišle v javnost okoljske izjave predsednika Vrhovnega sodišča Masleše v zvezi z Janšo. Umanjkala je odločna izjava predsednika Republike Pahorja, ko je mavrična koalicija v Državnem zboru ugasnila mandat poslanca in tudi, ko mu je Ustavno sodišče začasno vrnilo mandat, pa tudi ob zadnjih ravnanjih o koruptivnem ravnanju generalnega državnega tožilca dr. Fišerja. Predsednik Republike, gospod Pahor, čas je, da odpravite še danes veljavna politična navodila institucijam te države, ki sta jih izrekla vaša predhodnika, Kučan in Türk. Ta navodila pomenijo v bistvu navodila za kršenje človekovih pravic, za izvajanje sistemske korupcije v državi in utirite Slovenijo na pot poštene, pravične, na vladavini prava in poštenosti temelječe države. Čas teče, odlašanje vodi v pogubo. Hvala.